Vsi ti ljudje so se letos znašli v precej kočljivih situacijah. Andrej Mrak je sicer gasilec skoraj 30 let, zato je na počitnicah ravnal nagonsko. Z družino je naletel na nesrečo, v kateri je zgorel avtomobil. Ker imam malo večji nahrbtnik, za prvo pomoč ni šlo ven, ker je to, smo šli z morja, je bilo polno noter, pa se rekel žen, da mi je prinesel sabo, pa kleče 112, pa se šel. Ko se zgodi kaj takega, sploh ne razmišljaš, preprosto ukrepaš, pravijo sogovorniki. Enostavno te adrenalin vodi, ne? Tistim zdaj, niti, če bi verjetno si sam sebe poškodoval, kaj pri tem ne bi sploh razmišljal. Življenje sta na pohodu v naravi tvegala tudi družinska prijatelja. V tistem trenutku enostavno nimaš časa razmišljati. Vidiš človeka, vidiš, da je potreben pomoči in v trenutku pristopiš k reševanju. Sem vprašal Matjaža, če se mu zdi tudi, da je tam človek. Pogleda, pravi, ja, skočima, rukzoke dol in v potok. Med junaki je tudi policist Kovačevič, ki je preprečil samomor sredi prestolnice. Na okno sem zagledal neznanca, ki je stal na okenski polici. Sem uspel odpreti vrata, v tistem pa sem ga zgrabil za hlače in hlačni pas. No, ko pa on začutil, da ga jaz držim, se pa je odrinil. V tistem je pa še dva kolega, sta bila z mano, ki pa sta videla, da bomo šli. Navzdol pa sta prijela mene pa njega. Marsikdo že od malih nog sanja, da bi bil junak. Njim je uspelo.